V trenutku, ko se odločite za prodajo svojega stanovanja, ta pravzaprav ni več vaš dom, temveč postane nepremičnina, ki na trgu skupaj z drugimi tekmuje za pozornost. No, seveda, če želite doseči največjo možno ceno za svoje stanovanje, je pomembno, da ga potencialnim kupcem predstavite v najboljši možni luči. V tujini se je z velikim nepremičninskim pokom razvila storitev imenovana staging oziroma home staging. Kaj to točno pomeni? Ja, res je. V zadnjih letih je ta storitev zrastala zelo popularna v tujini. Gre pa za to, da poskusimo nepremičnino čim bolj pripraviti na prodajo. To se da narediti na različne načine, predvsem je pa bistveno, da s čim manjšim vložkom probamo iztrgati čim boljšo vrednost iz nepremičnine. A obstaja, preden greva v podrobnosti, a obstaja mogoče še kakšna slovenska sopomenka te besede oziroma tega izraza, ki prihaja iz angleščine, ne? Ja, res je. Home staging pri nas kot taka beseda ni poznana, tega ljudje ne razumejo, tako da mi smo se prav trudili iskati zdaj nek prevod te besede. Home staging kot tak v bistvu pomeni uprizoritev doma, če bi direktno prevajali. Zdaj, mi smo nekako prišli na idejo, da bi to poimenovali celovita predstava, ker s tem v bistvu mi predstavljamo dom, kakšen bi lahko bil, kako bi lahko nekdo v njem živel. Tako da za to v bistvu gre. Se pravi, kaj je tisto v bistvu, kar vi naredite? Poskusimo z čim manjšim vložkom pričarati ta dom res takšen, da bi nekdo želel v njem bivati. Moramo se namreč zavedati, da večina ljudi danes te svoje nepremičnine prodaja v takšnem stanju, kot so, se pravi, jim ne posveti nobene pozornosti pred prodajo, jih mogoče niti ne prebelijo, niti ne počistijo, ampak praktično samo pofotografirajo pa objavijo oglas. A to pomeni, da vi potem stanovanje dekorirate ali mogoče samo skrijete njegove morebitne napake? Ne gre za to, da bi hoteli skrivati napake, daleč od tega. Gre predvsem za to, da predvsem mi iz stanovanja želimo potegniti njegov maksimalni potencial. Vi ste sodelovali pri home stagingu tega stanovanja oziroma celoviti predstavi doma, tako imenovani. Najprej me zanima, kakšno je bilo stanovanje predno ste se ga lotili vi? Ja, to stanovanje je prav zanimivo, glede na to, koliko je zdaj svetlo. Tukaj v tem stanovanju je živela ena babica. Stanovanje je pravzaprav izgledalo dosti temačno, so bile temnejše stene, temno pohištvo, staro, že malo dotrajano pohištvo, že dolgo časa ni bilo pač obnavljano to stanovanje. Zato smo se mi takrat odločili, ko smo razmišljali o home stagingu tega stanovanja oziroma o predstavitvi, da bomo kompletno vse pač znosili ven, ker sicer bi lahko kakšno staro omaro lepo ali pa kakšen star kos pohištva tudi porabili, predelali na novo, prebarvali ga, malo osvežili. V tem primeru smo pač vse ven odnesli. Koliko pa je veliko stanovanje? Stanovanje je veliko 45 kvadratov. Kdo je v resnici kupil to stanovanje? Ja, to je bilo pa prav zanimivo, da dejansko na koncu so kupili stanovanje to za neko mlado študentko, torej starši za njo. V resnici študentko? V resnici, zato ker nekako tudi mi smo pravzaprav se za to opremo ali pa za takšno vrsto odločili, ker smo razmišljali tako, lokacija stanovanja, ki je blizu centra, in tako, kakšne vrste ljudi bi lahko zanimalo to stanovanje in očitno, da smo bili pri tem še kar uspešni. Se pravi, so jo palete prepričale? Ja, pa sama pač razporeditev prostorov in tudi lokacija očitno, vse skupaj. Koliko je pa taka obnova stanovanja stala? Ta home staging za to stanovanje recimo konkretno, koliko je to potrebno vložiti približno? Ja, to, kar sem prej povedala, to se pravi te osnovne stvari, da smo zbrusili parket, pa prebarvali stene, pa vrata, pa okna, to smo približno recimo 5000 evrov je za to šlo. Kaj pa pri sami prodaji? Je za to stanovanje uspelo doseči kaj višjo ceno? Se ta vložek nekako povrne? Ja, nekako statistika kažejo, tudi pač pri nas nimamo seveda izkušenj kaj dosti s tem, ampak zdaj mi lahko s svojim primerom to potrdimo, da te statistike so še kar točne. Torej, da se v 3 do 5 krat se povrne investicija home staginga. Se pravi, da kot lastnik, če prodajaš stanovanje, nekaj se odločiš investirati, se ti to na koncu v večini primerov povrne.